Počakaj naprej! Boston up by one. Dončić, the handles, the fake, the fade. It's pure. Luke Dončić with a fadeaway three to put Dallas in front by two. Dončić down to 3 seconds, 2 seconds. Dončić for the win. Oh yeah! Luke Dončić! Tole pa je, ja. Ja, Blaž, nekaj, še en fantastičen game winner Dončića, tako magijo, kot jo on zna pričarati, le redko kjer igralec v ligi lahko in moram reči, da so take tekme Dončića boljše kakava. Nisem dosti spal po noč, ampak bom stisnil zdajle še tale podcast, pa ti, Blaž. Ja, to je bila ena redkih tekem, ki mi jih je uspelo pogledati v živo letos in vesel sem, da sem ostal buden, moram reči, sem kar mal naspidiran. Čarovnije Luke, game winner, zmaga in tako je več energije za snemati podcaste. Ja, ampak preden začneva se še naprej čuti temu odličnemu košu in tej tekmi, bi samo prosil poslušalce, če lahko všečkajo tale posnetek in enako storijo tudi na Spotifyju, na SoundCloudu, na iTunesi, kjerkoli pa že poslušajo. In seveda, če se še niste, da se naročite na ta YouTube kanal, kliknite tisti zvonček, da boste tudi obveščeni, ko prihajajo novi podcasti in da ne zamudite naših vsebin. Zdaj pa lahko nadaljujeva z čudenjem, mislim, fantastična tekma Luke Dončića. Enostavno Luka je tak tip igralca, ko ima lahko, Američani temu rečejo quiet game, ko ni v središču pozornosti, vsaj ne zgleda tako, na koncu pa pogleda statistiko, pa vidiš, da je v bistvu bil spet povsod. Tako da kapa dol še za eno odlično predstavo in upajmo, da bo podobno nadaljeval sedaj tudi v noči iz četrtka na petek proti Filadelfiji in potem za vikend še proti Brooklynu. Kakšno besedo moramo reči tudi o potencialnem tradu Porzingisa. Pred tekmo je bila to glavna novica, vsi so govorili samo o Porzingisu, o novici, da je Dallas začel nekako testirati vode, se pogovarja z drugimi klubi, z vodstvi o morebitni menjavi, ampak o tem malce več kasneje, da se še malo tej tekmi posvetiti. To je bila že druga zaporedna zmaga Dallasa, 5. zmaga na zadnjih 6 tekmah, 7. zmaga na zadnjih 9 tekmah. Proti Boston Celticsom sta manjkala Kleber in že omenjeni Porzingis. Porzingis zdaj sedi zaradi nekih domnevnih bolečin v hrbtu, ampak mislim, da je to povezano vsaj delno s temi trade govoricami. Kleberja so nedvomno pogrešali, na drugi strani tudi Boston verjetno pogrešal Marcusa Smarta, ampak je bil Dallas bolj oslabljen. Boston sicer v zadnjem času ne igra dobro, imajo kar nekaj težav, ne zmagujejo, zapravljajo recimo tesne končnice in na tej tekmi so zapravili še eno. Dallas je vodil s 12-13 točkami razlike, potem je Boston to izničil, se povsem približal, tudi povedal v zaključku tekme, ampak potem se je zgodil Luka. Na tej tekmi sem jaz imel občutek, da drži vse niti igre v svojih rokah. Čeprav na koncu prvega polčasa je res Tatum ga 2-krat zapored blokiral, je imel več težav, potem se je pa razigral in bil najboljši na koncu tekme. Tako kot je to sezono že v navadi, njegova klač statistika letos je izjemna. Luka je zelo dober letos v klač točkah, moram to tudi podkrepiti statistiko, kot mi da ponavadi narediva in sicer klač minute je zadnjih 5 minut tekme, ko je razlika med ekipama največ 5 točk in Luka Dončić je letosni sezoni odigral 51 takih minut, v teh 51 minutah dosegel 54 točk ob 50% metu iz igre, metal je 38,5% za 3 in temu dodal še 13 skokov in 12 podaj, kar ga v bistvu v celotni sezoni uvršča na 13. mesto v ligi, na prvem mestu pa je Zach LaVine, ki pa je odigral tudi bistveno več klač minut od njega. Vrhunska statistika, bom rekel, kaže na to, da tudi ko se lomi tekma, Luka Dončić prevzame odgovornost in jo tudi uspešno prevzame. O tem All-Star izboru, o katerem ste nekaj tudi z Juretom povedali v zadnjem podcastu, se je dosti govorilo pri vsej tej drami med Lillardom in Dončićem, kako klače letos Lillard, ampak
Luka ni dosti manj klač. Odigral je manj klač minut, ker je Dallas odigral manj tesnih tekem in zato je Luka recimo po skupnih točkah na 13. mestu. Če pa damo zraven še učinkovitost, je pa med prvimi 3 najbolj klač igralci lige. 50% iz igre, skoraj 39 za 3, pa še lahko dodam 11-13 pri prostih metih v teh 51 klač minutah, torej 85% tudi iz črte prostih metov, boljši kot sicer to sezono, ko je igra tesna. Luka letos igra odlično v vseh aspektih in tudi ta klač statistika to nazorno pokaže. Omenil sem že Jasona Tatuma, ki je Luko na koncu prvega polčasa 2-krat blokiral, potem ga je pa Luka nazaj dobil step backom in potem seveda dobil nazaj celo ekipo Bostona, ki ga je dobro pokrivala. Je treba reči, so igrali zelo dobro obrambo. Na njemu menjali Jasona Tatuma, Jalena Browna, 2 odlična obrambna igralca. Ogromno so ga podvajali po pick and rollu in tukaj sta že omenjeni Jason Tatum in Jalen Brown odigrala odlično. Tudi v napadu bila dobra. Luka sicer boljši, ampak Jason Tatum na koncu 28 točk, 6 skokov, 4 podaje. Jalen Brown 29 točk, 7 skokov, 5 podaj. Luka pa 31 točk, 11-23 iz igre, torej 48% met iz igre, 6-8 za 3, 75% za 3 in za 3 odlično meče, vedno bolje, o tem smo že dosti govorili in to je trend, ki gre pri njemu samo še navzgor, pa ja, 10 skokov in 8 podaj. In Luka je s to tekmo še enkrat več utišal svoje nasprotnike na vseh družbenih omrežjih, ki so trdili, da bi si Lillard bolj zaslužil All-Star mesto v začetni peterki, namreč od razglasitve All-Star začetnih peterk je Portland izgubil 3 tekme in nobene ni dobil, medtem ko je Dallas dobil sedaj 2 tekmi in tudi Luka igra precej bolje od Lillarda, kar samo še potrjuje, da si je zaslužil tisto začetno peterko, tako da vrhunsko, kaj naj rečem. Vrhunsko in veš kaj je zanimivo. Vsi tisti najbolj glasni kritiki v medijih in na družbenih omrežjih, ki imajo zdaj včasih pogosto še dosti večji vpliv kot tisti mainstream mediji, ampak tisti najbolj glasni kritiki, ki so najbolj kritizirali ta izbor Dončića, zdaj zadnje 2-3 tekme nič ne slišimo več od njih, se nič več ne oglašajo. Ampak da ne bom zdaj rental o tem izboru, bi rad samo tako mimogrede kaj slišal od teh dežurnih medijskih kritikov Dončića to sezono, tudi po takih tekmah, kot je bila ta z Bostonom. Ja, in obe zadnji predstavi, zadnji zmagi so dobili brez Porzingisa v kadru, kar se je predvsem poznalo v boljši obrambi. Za informacijo, Dallas letos, ko igra Porzingis, načeloma dobivajo skoraj 120 točk na 100 posesti žoge, medtem ko brez njega na parketu dobijo slabih 109 točk in so bistveno boljši v obrambi. Zdaj samo še za primerjavo, 120 točk na 100 posesti bi jih uvrščalo na zadnjo mesto v ligi, 108,7 rating, kot ga imajo pa brez njega, jih uvršča pa na 5. mesto v ligi. Tako huda razlika je, ko je Porzingis na parketu in ko Porzingisa ni na parketu. Celo Boban Marjanović, ki vemo, kakšne težave ima v obrambi, ker se težko premika, ker težko krije hitrejše igralce, je prikazal boljšo obrambno predstavo v letošnji sezoni kot pa Kristapsa Porzingis. Te številke, ki si jih omenil, so zelo zgovorne. Dejansko z Porzingisom na parketu so daleč najslabša obramba lige, brez njega, ko on sedi na klopi, so pa med najboljšimi obrambami lige. In je zanimivo, da so na začetku sezone, ko je Porzingis še okreval po tej zadnji poškodbi kolena in novi operaciji, da so takrat bili dejansko tudi statistično med 5 najboljšimi obrambnimi ekipami lige. Po prihodu Porzingisa se je pa začel ta padec. Ko si gledal tekme, so nasprotniki začeli Porzingisa v obrambi napadati tako,
kot recimo nasprotniki, ko igrajo proti Atlanti in poskušajo dobiti switch na Traeju Youngu in potem samo napadati Traeja Younga. Tako so recimo Porzingisa napadali v pick and rollu in tako slab je Porzingis to sezono v obrambi, da sodi preprosto med najslabše igralce lige. Je še vedno zaradi svoje višine, preprosto samo zaradi tega recimo koristim bolj kot kakšen Trae Young, ampak igra na dosti bolj pomembni, na ključni poziciji v obrambi, petki, centru, na poziciji igralca, ki bi mogel poveljevati celotni obrambi, komunicirati z vsemi igralci, ampak recimo tudi tega ne počne. Ne samo to, da se giba, kot je dejal en neimenovani GM enega od zahodnih moštev v članku Bleacher Reporta, ki je poročal o teh trade pogovorih, ki naj bi jih začel Dallas. Mimogrede morava povedati tudi, da so v Dallasu to odločno zanikali. Mark Cuban je dejal, da nimajo nobenih pogovorov, ampak seveda Blaž veva, Mark Cuban more to reči. Sej, v končni fazi bi tudi jaz to rekel, sej. It's just good business. Jaz bi verjetno s prenevedanjem šel še kakšno stopničko više kot Mark Cuban, tako da. Kjer je dim, je tudi ogenj, vedno rečejo GM-i, da nimajo nobenih pogovorov, seveda, da vzdržijo dobro odnose z igralcem, ki lahko ostane v ekipi, če jim ga seveda ne uspe tradati, in v tem trenutku takega Porzingisa, ki igra tako slabo obrambo, ne morejo tradati. Njegova vrednost je res zelo nizka, ampak če se navežem na tisto, kar sem govoril, en GM zahodnega moštva je dejal, da ga Porzingis, ko igra obrambo, spominja na strašilo na polju. Mislim, kar je res. Je dejal, da sploh ne more iti v obrambno prežo. Misliš, da je to posledica poškodb, da ga je strah, da ima neko psihološko bariero pri vsem skupaj, ker doživel je že 2 non-contact, se pravi brez kontakta poškodbi kolen in misliš, da se špara zdaj v obrambi čist podzavestno? To je tisto, kot bi rekli Američani, that's the $1 million question. Zdaj ne vem, kakšna je konverzija v evre tukaj, ampak to je tisto ključno vprašanje. A je ta njegova igra zdaj posledica tega, da še ni povsem okreval po zadnji poškodbi? Ali lahko pride še na tisti nivo iz balončka v tistem Orlandovem mehurčku, tam je res igral izjemno, potem pa seveda zopet poškodba in ponovljen stari vzorec pri njem, potrebuje dolgo časa, da okreva, da se vrne na parket in potem še dolgo časa, da se vrne v formo. A se lahko zdaj še vrne v to formo? To je tisto vprašanje, na katerega verjetno želijo odgovor v vodstvu Mavericksov, pa ne vem, če ga vejo, ker tak igralec, kot je igral tam, takega igralca si želi vsako moštvo. Bi vsako moštvo v ligi bilo pripravljeno ogromno dati za takega igralca. Takega igralca si želijo tudi Mavericksi. Tudi oni hočejo imeti takega Porzingisa, kot je igral v balončku, kjer je bil dober help defender, dober weak side defender, pomagal dobro pod košem in dobro čuval raketo, prostor pod obročem, bil dober paint protector, kot pravijo Američani. In zraven še odličen v napadu. In takega Porzingisa Dallas tudi ne bi hotel tradati. Seveda, takega Porzingisa Dallas ne bi tradal, ampak ali bomo še kdaj videli takega Porzingisa? In jaz mislim, da zdaj tudi v vodstvu ekipe že počasi dvomijo v to, da lahko še dobijo takega Porzingisa. Oni ga gledajo vsak dan, oni ga vidijo na treningih, oni ga vidijo na rehabilitaciji, dejansko ga spremljajo vsak dan. In očitno oni tudi vidijo nekaj, kar mi ne vidimo, ker vidimo samo to, kar vidimo na tekmah, kar jim ne daje upanja, da bo lahko ratal to Porzingis z vrednostjo, kot jo je imel v Bablu. In Dallas je franšiza, ki zelo podpira svoje igralce. Oni dejansko podpirajo svoje igralce, kolikor se le da. In če oni počasi izgubljajo voljo, so to neki rdeči alarmi in očitno so zadeve resne. No? Ja, nedvomno so, zaradi tega, ker je namreč tudi ta trenutna situacija malce sumljiva. Zaradi zimskih razmer v Teksasu Mavericksi niso en teden igrali tekem, imeli so možnost za treninge in trenirali so redno. In po enem tednu brez kakršnih koli tekem Porzingis ne igra zaradi
back spasms, back tightness. To je taka zelo nedefinirana, niti ne poškodba, ampak medical condition, ki ga moštva pogosto dajo kot razlog za neigranje, takrat, ko ni kakšne konkretne poškodbe. Namreč vsak lahko reče, da ga je malo v križu zagrabil ali pa da ga nekaj stiska v hrbtu. Kjer je dim, se strinjam s tabo, je tudi ogenj, nekaj je na tem, ampak zdaj ni moštva v ligi, ki bi bilo pripravljeno tradati za Porzingisa. Trenutno ima Porzingis najnižjo možno vrednost in nikoli ne boš dobro prišel ven, če boš igralca tradal takrat, ko ima najnižjo možno vrednost. Edina resna možnost za Dallas, ki jo jaz vidim, in o tem smo že govorili, je, da se Porzingis vrne v to formo iz tega Orlandovega mehurčka, balončka, da se čim bolj približa tej formi in odigra čim več tekem na takem nivoju, po možnosti cel zaključek sezone in potem še v končnici, v play-offu igra odlično in ga potem, če je njegova vrednost višja, tradejo za kakšnega bolj zanesljivega igralca, na katerega lahko računajo celotno sezono, na katerega lahko računajo na vsaki tekmi. The best ability is availability. Če ga ni, je vreden manj kot neki igralec, ki daje pol manj točk kot on, ampak vsaj igra. Dejstvo je, da Mavericksi rabijo Porzingisa, rabijo All-Star, All-NBA Porzingisa, All-Defense Porzingisa, ki je blizu Dončiću, ki mimo grede, ko sem omenil 6 zmag, en poraz na zadnjih 7 tekmah Mavericksov, Luka na teh 7 tekmah dosega 34 točk ob 52% metu iz igre, več kot 48% metu za 3, več kot 8 skokov, skoraj 9 podaj, 1 ukradena žoga, pa še blizu ene blokade je. Luka letos igra kot All-NBA igralec, zasluži si, da bi bil v vsaj širšem krogu MVP kandidatov, ni med 3-4 zaradi pozicije ekipe, ampak igra kot eden od 3 najboljših igralcev v ligi. To potrjujejo vsi napredni statistični indeksi, to potrjujejo vse številke, to potrjuje tudi eye test. To ve vsak, ki je pogledal to tekmo proti Bostonu. Luka je eden najboljših igralcev lige in bi moral biti resen MVP kandidat. Rabijo pa še Porzingisa, Blaž, za koga ga tradati, kam ga tradati, zdaj verjetno nikamor. Ja, jaz tudi mislim, da nikamor in enostavno ali bojo dobili Porzingisa, kot ga rabijo, ali pa je ta sezona spet bust in Porzingisu ostanejo še 3 leta pogodbe. In to je pa tista najslabši del, ne? Ker če bi bil vsaj na neki iztekajoči pogodbi ali pa nekaj takega, bi še rekli, ok, ajde pojemo še to eno sezono, pa bomo potem videli, kaj lahko naredimo, ker expiring, se pravi pogodbe, ki potekajo, se prodajajo v tej ligi kot med. Ampak enostavno tudi to ni. In ali bo Porzingis dvignil ceno in bodo potem lahko nekaj dobili za njega, ampak hkrati je pa tudi treba povedati, da če bo tak, da ga bo imel ceno za tradati, ga pa mislim, da tudi Dallas bolj krvavo potrebuje. Tako da oni vse, kar lahko naredijo, je držijo pesti, fige in ne vem še kaj vse, da se bo vrnil na nivo. V nasprotnem primeru pa ja, mislim, vsaj še 2 leti ne bodo prišli nikamor, ker jaz mislim, da tudi v ostalem igralskem kadru ne morejo narediti toliko rošat, da bi lahko pripeljali kaj resnega. V zelo nezavidljivem položaju je Dallas, no, ker imajo bodočega, morda celo najboljšega igralca na svetu v svoji ekipi, ki ga ne morejo zadovoljiti, kar se tiče tekmovalnega smisla. Ne, oni mu lahko dajo kakršnokoli plačo si bo zaželel v pač teh normativih lige NBA, on lahko dobi vse, ampak njemu bo glavno, da bo ekipa konkurenčna in zdaj, če ti obremenjuje 30% celotnega proračuna igralec, od katerega nimaš nič, ne, tja, mislim, zelo, zelo nezavidljiv položaj in dejansko lahko samo spremljamo iz tekme v tekmo, iz tedna v teden in upamo, da se bo Porzingis vrnil oziroma, ne vem, mogoče bo pa Donnie Nelson kanaliziral inner Rileyja in mu bo uspelo nekako Porzingisa
poslati nekam za nekaj res uporabnega, nekaj vrhunskega. NBA je zelo zanimiv špas, tako da lahko se tudi kaj takega zgodi in bo definitivno zanimivo. No? Nikoli dolg čas v NBA, čeprav za moj okus letos malo preveč drame v Dallasu. Upajmo, da jo bo manj, ampak te zadnje govorice seveda ne bodo pripomogle k temu, da bi se ta drama zmanjšala, kljub temu, da Dallas zdaj igra bolje in to je tisto žalostno na nek način v tej situaciji. Igrajo dobro v zadnjem času, Luka izjemno, ampak dolgoročno gledano pa to vprašanje Porzingisa, the Porzingis question nekako visi nad njihovimi glavami in dokler ne najdejo neke dolgoročne rešitve, je dejstvo, da se ne bojo mogli potegovati za ta najvišja mesta. Kako se bo pa to zdaj v naslednjih tednih odvijalo, kaj bo s tem, jaz, tako kot ti, ne verjamem v kakšen takojšen trade. Zdajle ne vidim resnega možnega trada. Nekateri so omenjali, da bi recimo Jamesa Wisemana dobili letošnji drugi zbor zadnjega drafta iz Warriorsov dobili za Porzingisa, ampak to ni realno v tem trenutku. Porzingis mora najprej dokazati, da je zanesljiv. Če pa dokaže, da je zanesljiv, zdrav Porzingis z Clayem Thompsonom in Stephom Curryjem, pa še Draymondom Greenom za to trdoto v obrambi, je pa že spet lahko eden od kandidatov za naslov. Ampak zdrav Porzingis je pa tudi za Dallas lahko igralec, ki je lahko ta druga opcija. Pa da se ne bo zdaj ponavljala in zapadla. Jaz mislim, da lahko bo čas kar zaključva, ker sva se začela že vrteti v krogu. Ker pač mislim, dejansko lahko primerjava problem Porzingisa z kaj je bilo prej, jajca ali kokoš. Mislim, ker tradati ga ne moreš zato, ker pač ni dosti dober, ampak če je pa dosti dober, ga pa nočeš tradati. Mislim, je tak dilema, zaradi katere si verjetno tudi tej vodilni v Dallasu, Donnie Nelson, Mark Cuban, puljo lase in razmišljajo, kaj lahko naredijo, kaj bojo naredili. Ker to, na kar si tudi ti, pa lahko s tem zaključimo mogoče, kar si nekako omenil, oni se dobro zavedajo, da imajo zdaj enega od najboljših igralcev lige, najboljših igralcev sveta, pa ne bo zdaj začela debata o tem, kje trenutno je, ampak mislim, da se tudi ti strinjaš, da bi mogel biti med MVP kandidati te sezone, ampak imajo enega od najboljših igralcev sveta na ruki pogodbi. Tako priložnost vejo, da dobiš enkrat, če imaš ogromno srečo. In do zdaj jo niso najbolj izkoristili. Vejo, da bo samo še teže graditi šampionsko moštvo. Zato so naslednja 2-3 leta res ključna in so morda ratali malce panični, jih je morda po domače zagrabla prpa, malo, kaj zdaj narediti in zato ergo imamo zdaj ta poročila, kredibilna poročila, da se pogovarjajo, preverjajo to tržno vrednost Porzingisa, za katero sva pa rekla. Zdaj je neobstoječa in lahko samo upamo, da se KP vrne v formo in da Mavericksi še naprej zmagujejo in potem bomo lahko kakšnega od naslednjih podcastov posvetili o tem, zakaj bi Luka mogel biti MVP to sezono. Ja, upajmo, da se bo to res zgodilo in da bomo lahko bolj uživali v igrah Dallasa. Čeprav jaz bom rekel, zadnjih par tekem, zadnjih recimo 6 tekem, so že kar gledljivi napram tistmu, kar je bilo prej. Samo da se še KP pozdravi, inkorporira in da z njim niso tako slabi v obrambi. To bo pa zdaj tudi zanimivo na naslednjih tekmah videti, ko se vrne v postavo. Kontrast med tema zadnjima 2 tekmama. To, kar si ti rekel, je bilo oštro, da je slabši od Bobija v obrambi, ampak je pa tudi zelo zgovorno. In dokler je taka situacija, bomo imeli še zelo veliko tem za pogovor v tej dramatični sezoni za Dallas. Blaž, bi ti še kaj dodal ali na tej točki zaključila? Mislim, da so bila celo malo daljša, kot so planirala, ampak upam, da je zanimiva.
Ne, mislim, da lahko na tej točki zaključiva. Dobro, Blaž. A bi za konec še enkrat omenil, kje smo dosegljivi, mogoče še naš Discord, Reddit, Facebook? Ja, mislim, če imate željo po košarkarskih debatah na Discordu, lahko najdete tudi v opisu videoposnetka na YouTubeu ta link, tako da lahko tam kliknete in se pridružite nam na Discordu. Vedno potekajo debate, tako da ste vabljeni in seveda ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Košarka NBA Slovenija na Facebooku in pa Košarka _NBA _Slovenija na Instagramu. Pridno rastemo in pridružite se nam za najboljše novice v Ligi NBA v Sloveniji. Super, za kakšno vprašanje smo pa dosegljivi tudi na Twitterju, @sportinfosi, Blaž, ti pa? @Blaž _B1. Tako je, super, omenila so vse, ker kliknite tisto ikonco Naroči se na našem Sportinfo YouTube kanalu, potem pa še zvonček zraven, ki vas bo obvestil o vseh novih vsebinah. Tako, ja, in kofetkanje vsak teden v torek zjutraj, tako da si lahko rezervirate datum. Tako je, nič Blaž, se slišva, se vidva, ajde. Ajde.